V začetku preteklega tedna smo kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana izvedli zaključek obsežne kriminalistične preiskave, in sicer s področja pranja denarja, ki so bila storjena v hudodelski združbi po trenutnih podatkih vsaj 5 osumljenih oseb. Na podlagi odredb sodišča smo izvedli 25 hišnih in osebnih preiskav. 3 osumljencem je bila odvzeta prostost in so bili s kazensko ovadbo privedeni pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je za vse 3 odredil pripor. Predkazenski postopek je aktivno usmerilo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. Osumljene osebe so v organizirani hudodelski združbi izvrševali kazniva dejanja pranja denarja iz predhodnih kaznivih dejanj goljufij, ki so bila storjena v tujini, in sicer tako imenovane direktorske goljufije, kjer so neznani storilci prevzeli identiteto direktorja oškodovane družbe in zahtevali izplačilo denarnih sredstev na druge račune, v tem primeru na račune slovenskih družb. S tem so oškodovali tuje družbe v višini okoli 300 000 evrov. Slovenska policija pa je s proaktivnim delom uspela zavarovati preko 170 000 evrov z goljufijo pridobljenih denarnih sredstev ravno na računu slovenske pravne osebe. Pri hišnih preiskavah smo zasegli veliko elektronskih naprav, veliko listinske dokumentacije, tudi večjo količino gotovine. Zasegli smo 2 pištoli, bokser in tudi nekaj prepovedanih tablet. Predstavil bi pa še drug predkazenski postopek, ki je potekal ločeno in tudi v preteklem tednu. In sicer smo konec tedna izvedli tudi kriminalistično preiskavo zaradi korupcijskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. V ta namen smo izvedli tudi več hišnih in osebnih preiskav. Tukaj bi poudaril, da je predmetni predkazenski postopek povezan z že zaključenim v preteklosti predkazenskim postopkom, ki je pa tudi že dobil sodni epilog. In sicer gre za področje odobravanja kreditov v višini okoli 34 milijonov evrov različnim pravnim in tudi fizičnim osebam. Zneski podkupnin oziroma skupni znesek podkupnin, ki je bil dan za odobritev teh kreditov, presega 250 000 evrov. Ker pa je predkazenski postopek še v teku in trenutno poteka intenzivna kriminalistična preiskava, več podatkov v tem trenutku ne morem posredovati. Ko bomo pa zbrali vsa obvestila in vse ugotovitve, bomo o tem obveščali pristojno specializirano državno tožilstvo, ki je predmetni predkazenski postopek usmerjalo in ga tudi vodi.